Yo folk, dobrodošli še v eni epizodi neki unboxinga. Danes v bistvu ne bo unboxing, ampak bo reviewala te 4 slušalke. Za te 4 slušalke so se odločila zaradi tega, ker je toliko veliko ponudbe na voljo, da je končno treba določiti, kjer so najboljše. In ocenjevali jih bova po bistvu 4 kriterijih: cena, zvok, fit in baterija, plus še ene par takih, ki jih mogoče niste vajeni. Imela bova točkovni sistem. Prej bi se zahvalila Telekomu Slovenije, brez njih tale video ne bi mogel obstajati. Prav tako lahko vse tele slušalke dobite na njihovi spletni strani, ki je spodaj v descriptionu. No, pa začnimo. Apple AirPods dobimo že za 190 €, Huawei FreeBuds za 90 €, Samsung Galaxy za 150 in Bang & Olufsen za 350 €. Vem, da vsi pri izbiri slušalk najbolj cenimo zvok in po testiranju vseh 4 so oba prišla do istega zaključka. Visoka cena ne pomeni nujno kvaliteten zvok. Če hočete uporabljati vse funkcije, ki vam Bang & Olufsen ponuja, morate zelo dodatno aplikacijo, ki vam na primer omogoči ambientalni zvok, se pravi, da slišite stvari, ki se dogajajo okoli sebe. Zato bova zvok ocenila s 4. Sam fit slušalk ni toliko bad, ampak ne vem, meni osebno v ušesih, mogoče zato, ker imam manjša ušesa, zgledajo zelo tako ven štrlijo. Posledično mi je tudi, recimo, leva slušalka mi je dosti ven padala. O ne! No, po prvem headbangu Bang & Olufsen ne padajo ven, kar jim da še slabšo ceno. Baterija slušalk zdrži 4 ure, s caseom pa vam da dodatnih 8 ur, se pravi 12 ur, kar ni bad. Ni pa dober, se pravi, recimo ena 7. V glavnem Samsung Galaxy Buds sem jaz največ testiral, imajo dober sound, dobro izolirajo v bistvu zvoke okolice, zato ker imajo te gumijaste čepke. Povezljivost tako z Androidom kot z Applovimi napravami je v bistvu ful dobra. Spet sem imel, tako kot pri Bang & Olufsen, problem z fitom. Sicer te imajo dodatne take rožičke, ki se v bistvu fiksirajo v tvoje uho in je malo boljši in malo manjši so kot ta drugi, tako da je, I guess, da boljša opcija od Bang & Olufsen, ampak ušesa spet začnejo boleti po parih urah poslušanja. Po 3 headbangih padajo ven Samsungi, tako da... In fit Samsung Galaxy Budsov sva ocenila z 7, to je basically to. Spet, če hočete izkoristiti vse funkcije, ki vam ponujajo, morate zloadati dodatno aplikacijo, ki vam spet omogoči ambientalen zvok, razne mode poslušanja, neke equalizerje, da si lahko base pojačate levo-desno. Zvok je načeloma dober, basi so močni, visoki pa srednji toni so dokaj čisti. Če vzamem vse skupaj upoštev, bi zvok ocenila z 8. Baterija samih slušalk zdrži 6 ur, battery case pa jih napolni še za dodatnih 7 ur poslušanja. Tako da to dobi oceno 9. Jaz sem najbolj testiral AirPodske in moram reči, da zvok je nenormalno čist. Edini problem je to, da ker nimajo tega silikonskega čepka, ne izolirajo zunanjih zvokov toliko dobro. To sploh pride do izraza na pusu, ker slišite pač res mašino, kako vse ljudi, ki se pogovarjajo in zna malo motiti, ampak sem se hitro navadil. Zvok bi kljub temu, da slišite zunanjost, ocenil z 9, ker so nekako naredili res lepo ravnotežje med basi, med vsem. Zvok enostavno zveni pristen, tako da ja, ocenil bi ga z 9. Fit ocena bi jim dala 10. Zakaj? Ker to, da nimajo tistih gumijastih čepkov, plus da so toliko lahke, povzroči to, da pozabiš, da jih imaš v ušesu. In kaj je lahko boljšega kot to? Dej, headbangi! Slušalke so kar redke. Ratal! Ja, stanejo noter. Tem slušalkam zdrži baterija 5 ur, sam case doda še dodatnih 20, kar je daleč najboljše od konkurence. Čista 10. Govejna jo je s svojimi budsi v bistvu dosti presenetil, jaz sem jih kar dosti uporabljal. Imajo za razliko od AirPods čepke, so pa podobne oblike, tako da, ker imate v ušesu, v bistvu izgledajo zelo podobno. Čeprav so najcenejše, je zvok dejansko zelo dober. Zaradi svojih čepkov pa zvok, tako kot Bang & Olufsen in Samsung, dobro izolirajo, tako da tukaj jim damo čisto 10. Kar se tiče fita, se v ušesu zelo lepo priležejo.
Spet po 4 padajo ven. Well, Se pravi, tudi pri fitu bi jim dala kar 10. Zdaj so Huawei FreeBuds dobivale same 10-ke, 9-ke, baterija pa ni po istem kot fitu. Zdržijo samo 3 ure, sicer vam dajo dodatnih 9 ur preko case-a, ampak velikokrat se zgodi, da ste v situaciji, kjer bi radi poslušali muziko več kot 3 ure zaporedoma, več kot 5-ke jim ne morem dati. Zdaj, če imate vi Appleovo napravo, definitivno zberite Apple AirPods. Če imate Samsung in malo večja ušesa, potem so Samsung mogoče za vas. Odvisno, ker telefon uporabljate, potem zberite slušalke. Ampak, če imate pa Androida, pa želite pač samo najboljšo poslušalno izkušnjo, kakorkoli, pa ne morete zgrešiti s Huawei FreeBudsi. Zvok je dober, pašejo pa ušesa, pa še najcenejše so, tako da res ne morete iti narobe. No, to je bila zdaj official lestvica, zdaj pa ocenila še življenjski indeks. V glavnem, življenjski indeks je pač, kako se te slušalke vedejo v vsakdanjem življenju. Zdaj bova jedla misli s slušalkami noter in testirala, koliko dejansko se slišta hreščanje, okej? Jaz kar dosti slišim. Jaz tudi, ja. Ko lirikov ne razumem več, kar se je. Od 1 do 5, 1, 3. Hrešči. Ok. 3. Prej smo imeli noter Huawei in pa Bang & Olufsen, zdaj imamo noter Galaxy in pa Apple. Si? 2. 4. Ok. To je to. To je bil test hreščanja. To je bilo iz najne strani vse. Če imate še kakšne komentarje, kaj bi radi videli na naslednjih epizodah, pokomentirajte. Lajkite, subscribite in hvala Telekomu za vse te slušalke in se vidimo v naslednjem videu. Čau!